Zadnji dan sejma Agra 2026 je postregel s tradicionalnim srečanjem z zamejskimi Slovenci. Srečanja so se od pomembnih gostov udeležili Janez Cigler Kralj, minister za kmetijstvo Republike Slovenije, Suzana Lep Šimenko, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in doktorica Helena Jaklič, državna sekretarka na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Po koncu srečanja sta minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko podala izjavi za javnost. Izražam zadovoljstvo na zadnji dan letošnjega 64. sejma Agra, da zopet lahko gostim eno od kolegic ministric, velika prisotnost ministrov in predsednika vlade, tudi predsednice republike na letošnjem sejmu, kaže na to, da 16. vlada Republike Slovenije izjemno ceni vrednost slovenskega kmetijstva in tudi dogodek Agro, ki ima že častitljivo tradicijo. Danes je dan zamejskih Slovencev, lahko rečem, danes je dan tudi krepitve enotnega slovenskega kmetijskega prostora, ker s tem pravzaprav povezujemo stroko, politično prisotnost in tudi sicer kulturno povezanost naše matice z zamejci, našimi rojaki. Lahko rečem, da sva imela zjutraj že delovni zajtrk s predstavniki slovenskih zamejskih organizacij, predstavili so nama njihovo trenutno realnost z vidika kmetijstva in z vidika politične realnosti. Predvsem so izrazili željo, da nadaljujemo s podporo njihovemu delu, tako finančno kot organizacijsko, in to sva jim z ministrico Suzano Lep Šimenko seveda tudi zagotovila, ker se zavedamo, kakšen je pomen tega, da se v zamejstvu izvaja na primer svetovalna služba v slovenskem jeziku, da obdelujejo zemljo Slovenci in da se s tem ohranja slovenstvo v naši zamejski soseščini. Spregovorili bodo danes na dogodku Agri Slovmaka tudi o odpornosti kmetov. Sam lahko rečem, da vse prioritete, ki jih na Ministrstvu za kmetijstvo z novo ekipo predstavljamo, recimo generacijska pomladitev, potem pridelava zdrave lokalne hrane in odpornost, ter digitalizacija in umetna inteligenca, niso same sebi namen, ampak imajo ključni namen, da ostane kmetom več časa najprej za primarno dejavnost in pa tudi za odnose na kmetijah. Saj vemo, da so družinske kmetije hrbtenica slovenskega kmetijstva in v odnose je potrebno vlagati, da bo odpornost slovenskih kmetij tudi večja. S tem se zahvaljujem tudi stanovskim organizacijam, kmečkim stanovskim organizacijam, predvsem Kmetijska zbornica ima tu veliko vlogo s svojim tudi psihosocialnim svetovanjem kmetom. Mi vemo, da je veliko žalostnih zgodb, da je veliko stisk in lahko rečem, da v preteklih desetletjih teh stisk nismo dovolj naglaševali. Sedaj svetovalna služba opravlja tudi pomembno delo in pomembno nalogo psihosocialnega svetovanja in seznanjeni smo, da je povpraševanje kar veliko. Lahko rečem, da sem vesel, da so kmetje tudi prepoznali, da niso sami v teh stiskah in niso sami, to pa zdaj moja politična izjava, tudi v vseh, lahko rečem, preizkušnjah in stiskah, ki jih prinašajo ujme, naravne nesreče, vse ostalo, draginja, s čimer se pač soočamo sedaj v letošnjem letu. Jaz moram reči, da sem kot ministrica za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu izjemno vesela, da sem lahko danes na sejmu Agra pozdravila naše kmete in kmetice iz zamejstva, njihove predstavnike organizacij, zaradi tega, ker se zavedam, kako pomembno je, da skupaj tvorimo enoten slovenski narodni prostor. In če kje so ravno na kmetijah v zamejstvu, tudi v velikokrat težkih okoliščinah v preteklosti ohranjali slovensko besedo in zato smo jim izjemno hvaležni. Veseli nas, da so organizacije nekako med seboj povezane, da so v preteklosti ustanovili Agra Slovmak, ki še deluje danes
in da je bila to ena dobra praksa za tudi vse ostale zamejske koordinacije, ki so nastale za njimi. Številni dobri projekti so nastali znotraj te koordinacije in verjamem, da bodo naši kmetje v zamejstvu po tem principu delovali tudi v prihodnje. Sem jih pa sama nekako pozvala, da morda nekoliko več pozornosti namenimo mladim, ker od tega je odvisno, ali in kako bo slovenska beseda se govorila na zamejskih kmetijah tudi v prihodnje. Tako da vse, bom rekla, napori našega urada skupaj z njimi bodo seveda šli v poudarek temu, da mladi pripoznajo, kako pomembno je, da se odločijo za kmetovanje, da se ohranja slovenska zemlja in slovenska beseda tudi čez meje Slovenije, ki so začrtane na zemljevidu. Resnično me veseli, da imamo tako močne organizacije, kakorkoli opravljajo zelo pomembno delo, in veselim se nadaljnega sodelovanja z njimi, tako da upam, da bomo naredili še marsikatero drugo dobro zgodbo. Kmetija v Porabju, en tak vzorčen primer, kako se ohranja slovenska identiteta, en tak center slovenstva v Porabju. Nadejam se, da kmalu odpremo podobno kmetijo tudi v Gorskem Kotarju in še tam naredimo en center slovenstva. Tako da to so primeri dobre prakse, ki jih bomo tudi v prihodnje na uradu podpirali, seveda pa skupaj z ostalimi resorji iskali tudi rešitve na izzive, z katerimi se soočajo naši zamejski kmetje. Ob robu dogodka je težko situacijo v kmetijstvu zaradi visokih cen naftnih energentov predstavil dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Lahko rečem, da se v teh dneh tukaj na Agri bolj ali manj pogovarjamo o dveh ključnih vsebinah. Letošnja suša in visoki stroški same pridelave. In zopet nas je, ne bom rekel ravno presenetila, ampak vendarle zopet smo doživeli še dodatno rast cene kmečke nafte. Imamo novo rekordno ceno preko €1,5 za liter in tukaj menimo, da bo potrebno tudi v naši državi poiskati dodatne načine, da to kmečko nafto znižamo, da ceno kmečke nafte znižamo. Tudi v luči letošnjih razmer, kajti kmetje bodo šli v letošnji jeseni zagotovo na vsak način iskati še kakšen dodaten odkos, še kakšen dodaten, upravili bodo zagotovo dodatne setve za to, da bodo vendarle upali na čim večjo pridelavo krme, kajti na kmetijah jo primanjkuje. To nedvomno pomeni, da bodo šli v setve, v obdelavo in zagotovo bo poraba kmečke nafte višja, kot bi bila, tudi če ne bi imeli tako ekstremnega leta, kot je v letošnjem letu. Zato moram reči, da me res prvič smo zelo hvaležni, da je ministrstvo, vlada namenila že prvi ukrep 8,1 milijona za blažitev draginje nafte in visokih cen gnojil. Pa vendarle v tej luči dodatnih podražitev bo ta pomoč povsem izvenela. Praktično, ponavljam, smo hvaležni, vendarle pa ne bo dosegla na koncu svojega namena, kajti stroški se nam še dodatno povečujejo. Zato lahko tudi na tem mestu rečem, da sem vesel, da s kmetijskim ministrom in z ministrstvom skupaj že iščemo načine, kako ublažiti to visoko ceno nafte in prepričan sem, da bo ministrstvo, da bo vlada v prihodnje poiskala načine, kako to ceno nafte znižati. Pričakujem, kot sem že dejal, da v nekaj dneh iščemo rešitve, najdemo rešitve, kajti razmere na kmetijstvu so resnično zaskrbljujoče, tudi ob luči letošnje suše in vseh teh podnebnih sprememb, ki jih imamo. Kot rečeno in s tem zaključujem, naša pričakovanja so, da v najkrajšem možnem času najdemo način za znižanje cene kmečke nafte, vendarle v naši sosednji državi Hrvaški je za 20 centov nižja, kot je v Sloveniji, na koncu pa so kmetje konkurenti na trgu in pod takšnimi pogoji resnično ne moremo opravljati svojih nalog konkurenčno in ne nazadnje na teh kmetijah tudi preživeti. Kot rečeno, pričakujemo ukrepe, verjetno bo ukrepe naslovil tudi naš resorni minister. Zahvaljujem se še enkrat za to, da lahko skupaj iščemo rešitve in verjamem, da jih bomo našli. Ja, če smo zelo iskreni, zaradi kmečke nafte nikoli nismo bili pred parlamentom, ampak smo naslavljali predvsem druga vprašanja in če ste že vprašali glede protestov, ena od naših zahtev že marca letos, torej še pri bivši ministrici, je bila tudi ta, da vlada naslovi vprašanje znižanja trošarin
kot so to naredile nekatere države, tudi Hrvaška, torej da bi nam Evropska komisija dovolila dodatno znižanje trošarin. Če bi prejšnja vlada to naredila, bi mi danes že imeli odgovor in bi že lahko imeli nižjo ceno kmečke nafte. Po mojih informacijah je finančni minister že pred okoli 2 mesecema poslal to prošnjo za znižanje trošarin. Na Hrvaškem so čakali, mislim, da skoraj 100 dni na odgovor, torej tudi mi moramo počakati na ta odgovor, ampak kot rečeno, če bi to naredili takrat, ko smo prosili za to, pa verjetno Republike Slovenije to nič ne stane in smo presenečeni, da resnično niso podali tega vprašanja v prejšnji vladi, torej bi te rešitve že imeli. Tukaj smo, volitve so za nami, nova vlada je, komisija dela, kot dela s svojim tempom in zato smo v pričakovanju odgovora, pričakujemo seveda tudi mi pozitiven odgovor, kajti načeloma so ga vse države, ki so to prosile, dobile možnost dodatnega znižanja trošarine in tukaj, glede na to, kot pravim, da je ministrstvo v tem trenutku v odprtem dialogu in skupaj iščemo rešitve, ki bodo zagotovo v nekaj dneh ali vsaj v nekem tednu na mizi. Ne vem, če je pravi razlog zdaj ali pa pravi čas, ker vendarle iščemo rešitve za kar takoj za proteste in traktorje v Ljubljani. Nenazadnje, kot pravim, skupaj z ministrstvom iščemo rešitve in tudi sami smo pristaši odprtega dialoga in tudi v pretekli vladi smo z odprtim dialogom iskali rešitve, velikokrat neuspešno, ampak vendarle pristajamo na dialog. Ko je bilo res dovolj hudo, na ceste smo šli zaradi Mercosurja, na ceste smo šli zaradi strateškega načrta in tako naprej, tudi v Bruselj, torej to so bila tista ključna vprašanja, nismo šli pa zaradi nafte. Tukaj smo dali poziv, ker vemo, da ima tudi Republika Slovenija sama nekatere omejitve, kaj lahko naredi. Prosili smo, predlagali smo, da to naredimo, žal smo bili neuspešni in še danes smo ujetniki celotnega sistema. Kot rečeno pa sem prepričan, da bodo odgovori takšni, ko bodo omogočili tudi Republiki Sloveniji dodatno znižanje cen kmečke nafte in to pričakujemo v naslednjih dneh. Minister za kmetijstvo Republike Slovenije Janez Cigler Kralj je dodatno pojasnil letošnje težke razmere, ki pestijo kmetijski sektor. Kmetje, gozdarji, ribiči, čebelari so pod izjemnimi stroškovnimi pritiski. Na eni strani zaradi dejavnikov, na katere nimamo vpliva, 2 vojn v naši bližini, izjemno rastejo cene nafte, kmečke nafte, ki jo kmetje uporabljajo pri svojem delu, in tudi mineralnih gnojil. Na Ministrstvu za kmetijstvo smo junija, takoj ko smo preverili stanje po prevzemu odgovornosti za vodenje resorja, sprejeli kar nekaj hitrih odločitev. Na eni strani seveda generalno usmeritev ministrstva, ki gre v smer, da bomo v tem mandatu pač pomagali kmetijskemu resorju k največjemu napredku po osamosvojitvi. Na drugi strani smo se soočili z vsemi ujmami, ki so letos prizadele Slovenijo in tudi že v preteklih letih in z zaostanki v postopkih, ki jih je nekaj že omenil kolega Jože Podgoršek. Sprejemamo vse pozive, vse klice k temu, da pač naj čim hitreje ukrepamo pri zniževanju cene kmečke nafte, zato da gremo nasproti slovenskemu kmetovalcu, ki je zdaj udarjen z manjšimi količinami proizvodov, pridelkov in tako naprej, na drugi strani s pomanjkanjem krme, živinorejci. In v tem smislu lahko rečem, da sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojil in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov in jo bomo nekje do konca leta že lahko nakazali kmetovalcem. Skrajni rok po predpisih Evropske unije je februar naslednje leto, ampak tu bomo poskušali narediti kar se da hitro. Žal smo bili osupli, ko smo ugotovili, da škoda po suši in pozebi za lansko leto ni bila še izplačana junija, pa bi lahko bila že maja po vseh pogojih.
In tudi to nas je počakalo in smo takoj zagnali in pospešili vse postopke in lahko vam rečem, da so me tukaj na Agri ustavili številni kmetje in rekli, držali ste besedo. Držali ste besedo, nekateri so dobili odločbe, 2 sta mi pa že včeraj rekla, da sta že dobila nakazan denar. Poglejte, to je moja beseda in to so naša dejanja, ko prosim za zaupanje, da bomo tudi pri nižanju cen kmečke nafte pomagali. Kmetje ne boste ostali sami, zagotavljam vam, dnevno smo večkrat v stiku s kolegi ministri, ki so pač pristojni za to področje. Moram vam pa povedati, da je tudi finančni minister bil osupel, ko je ugotovil to, kar je kolega Podgoršek rekel. Prejšnja vlada pač ni pravočasno vložila zahteve ali pa prošnje na evropsko raven za znižanje trošarine na nižjo raven. To smo naredili oziroma so naredili na finančnem ministrstvu takoj, ko so se s tem seznanili in zdaj čakamo na pričakovano ugodno rešitev te prošnje. To traja nekje dobre 3 mesece ponovadi, tako da pričakujemo, da bo kmalu ta rešitev. Hkrati pa s kolegi ministri in stanovskimi organizacijami iščemo poti, kako bi še lahko znižali ceno kmečke nafte in lahko še enkrat samo prosim za zaupanje, da kmetje in kmetice, ki jih razumem, da so izjemno v stiski zaradi vsega, kar jih je prizadelo letos ali pa pretekla leta, da zaupajo, da bomo pomagali. Tako da, poglejte, na nek način je kmetijstvo vedno v primežu, lahko rečemo, ujm, potem draginje, stroškovnih pritiskih in tako naprej. Naša naloga je, ki se je zavedamo, da tu kmetu stojimo ob strani in da se hitro odzivamo. Prav tako smo zagotovili na pritisk Kmetijske zbornice, sindikata, zadrug in tako naprej, da bomo tudi našli učinkovite načine, kako pomagati pri zagotavljanju krme zaradi izpada po letošnjih ujmah. Ponekod je izpad tudi nekje 4 do 5 mesečen, kar je hudo. In jaz sem tudi že v stiku s kolegi in z kmečkimi nevladnimi organizacijami, kako bomo ta ukrep zastavili. Torej, večplastno bomo pomagali. Danes pa, ko govorimo predvsem o cenah kmečke nafte, pa zagotavljam, da bomo znižali ceno. Seveda to ne gre čez noč, ampak imamo odprte vse postopke, da to storimo. Hvala lepa, gospod.